V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Dragi verniki, smo vstopili v mesec oktober, mesec rožnega venca. Danes smo iz celotne Avstrije, pridružili pa so se še drugi verniki iz drugih koncev našega okrožja, predvsem bogoslovci, sicer Marija ni bilo, ker je zbolel. In smo poromali najprej v eno svetišče, ki se imenuje Annaberg, se pravi Anin hrib bi bilo, se pravi ta zadeva je posvečeno Mariji in seveda njeni materi tudi. Potem pa smo šli še nekateri bolj na kratko, ker se nam je mudilo imeti sveto mašo, kot meni recimo, ali pa patru Mihalu. Meni v Maribor, patru Mihalu v Gradec. Torej smo poromali v svetišče Marijinem Celju, kot imenujemo to po slovensko. Se pravi, Marijina celica bi bila to, Marija Celj, se pravi, tako je bila ta zadeva postavljena, ustanovljena. Tako da najprej malo zgodovine, torej na podlagi samega evangelija, torej Nove zaveze, uči cerkev, da je molitev tudi orožje za naš duhovni boj. In na podlagi tega so svetniki kot duhovno orožje označili sčasoma tudi sam rožni venec. Vemo, da je bil svetemu Domeniku razdet, že kar dobro strukturiran, potem je blaženi Alan od Skale, bi rekli, se pravi de la Roche, je še bolj postavil te skrivnosti, ki jih tudi še vedno molimo, torej teh 15 skrivnosti. In potem je tudi še sveti Ludvik Grignon de Montfort, recimo, dosti pisal o tem in še drugi. Tako da molitev tudi rožnega venca kot močno orožje in kot taka se je tudi izkazala ob čudežni zmagi pri Lepantu, po grško je to Navpaktos, se pravi, da tudi s to molitvijo so zmagali krščanski vojščaki, torej to so grški kraji. Jaz sem se tudi tam mimo peljal, kadar sem šel pred 5 leti na ta grški otok Lefkado, se pravi Beli otok, kot se to imenuje po naše. Torej se tam pristane, preveza se imenuje tisto letališče, tisti kraj, in potem se pelje mimo tega zaliva, ki se po latinsko imenuje torej Lepanto. Se pravi, tukaj so zmagali, znamenita bitka je bila in zgodil se je čudež. Seveda dan danes bi rekli, se ni zgodil nobeden čudež, kot recimo, ko so ti sodobni svetopisemski strokovnjaki šli meriti neke vetrove in take zadeve, Se pravi, tudi tako bi rekli za to bitko, zato ker takrat je zavladala popolna bonaca, kot se temu reče, se pravi brezvetrje, In krščanska vojska je torej po tem čudežu uspela zmagati, ker pač seveda kot vojščaki in tako so bili zelo dobri vojščaki, in so bili veliko bolj tehnično usposobljeni in tako naprej, ampak brez tega čudeža tako številčno manjša vojska in tako ne bi mogla zmagati, Se pravi, tudi čudež je bil zraven. In to nam daje veliko in bogato sporočilo. Sveti papež Pij V, ki je takrat vladal, je torej 7. oktober razglasil najprej kot dan zmage, Marijine zmage pravzaprav, potem pa je to postal upravičeno praznik rožnovenske kraljice, ampak seveda slavimo to zmago nad turškim ladjevjem. Torej, rožnovenska kraljica, kraljica svetega rožnega venca. Kot pojemo v tej pesmi, ki je bila tudi na začetku, je to molitev lepa za vsak dan. Torej, naj velja za nas, da ne mine dan brez vsaj enega dela
rožnega venca, kot so lepo predvideni, lepo, če nam uspe cel rožni venec zmoliti, ne, se pravi vse 3 dele rožnega venca. Torej, še posebej pa primerna za skupno oziroma družinsko molitev. Spomnim se pred časom, kako so duhovniki iz Dornberka, torej vasi zraven moje, med sabo debatirali, kako so hodili včasih zvečer po ulici in se je še vedno slišalo izza oken molitev rožnega venca. Torej, pred časom, če govorimo to pred 60, 70 leti, ne, se pravi takrat se je v tej vasi, ki je veljala za zelo katoliško, zelo verno vas, se je to tam molilo. Lahko da po drugih vaseh že takrat se je bolj slabo to molilo, da se je že opuščalo, ampak tam v tisti vasi je to veljalo. Gotovo imate tudi vi, ki ste starejši, že kakšne podobne izkušnje in tako. Se pravi, žalostna zanimivost, povezana s tem pa v sosednji Avstriji, naši slovenski rojaki so pa molili v slovenščini rožni venec in pod okni špicli so poslušali, če ne morda v slovenščini molijo rožni venec, da bi jih potem prijavili, ker vemo, kakšni pritiski so bili. Ne, se pravi, tudi v tej smeri je šla ta zadeva, torej tudi zvestoba slovenskemu narodu, ki je bil takrat še Marijin narod, tudi avstrijski narod je takrat še bil Marijin narod, ne, ampak pač našuntani in tako, kot so bili, so tudi take neumnosti počenjali, ne, tako da te stvari malo. Leta 1951 papež Pij XII. Je napisal lepo okrožnico Ingruentium Malorum, ob bližajočih se zlih bi bilo to, ne, se pravi, je videl, da se neka zla bližajo in pravi takole o rožnem vencu. Pobožni običaj je, da verniki v tem času, torej mesecu oktobru, pogosteje obiskujejo cerkve, da bi s pomočjo svetega rožnega venca molili k Mariji. Naša želja je, spoštovani bratje, da se ta molitev letos opravlja še večjim zagonom, kakor to zahteva naraščajoča potreba. Vsi dobro vemo, kako učinkovito in močno ta molitev prikliče materinsko pomoč Blažene device Marije. In čeprav ta molitev zagotovo ni edini način, da si pridobimo to pomoč, pa vendarle verjamemo, da je molitev rožnega venca najboljši in najučinkovitejši način za to. To nakazuje tudi njegov bolj nebeški kot zemeljski izvor in njegova notranja narava. Tudi danes torej lahko rečemo, da je potreba po molitvi rožnega venca naraščajoča glede na vse zlo, ki še bolj preti, kot pa je morda pretilo pred temi 74 leti. Milost kot tako in posebne milosti pač potrebujemo in si jih moramo izmoliti. Torej, ne pade z neba, ne, prosite in vam bo dano. Torej, moramo biti pravilno razpoloženi, pravilno naravnani in seveda moliti, prositi. Brez tega ne bi mogli doseči teh milosti. Potrebno je torej živeti sakramentalno in molitveno življenje. Molitveno življenje pa zelo pomembno spada tudi rožni venec, ki seveda ni samo blebetanje, kot bi nekateri radi razvrednotili, minimalizirali rožni venec, ampak še kako pomembna, globoka, celo premišljevalna molitev. Lahko je premišljevalna molitev, če seveda res molimo, da torej tudi premišljujemo, ko molimo, da mislimo, kaj delamo, ko rožni venec molimo. Ker pravi katekizem, to večkrat ponovim, da kdor ne misli, ta ne moli. Torej tudi papež Pij XII. Lepo pravi vse te stvari v tej okrožnici. Imamo torej po njegovih besedah tudi prepletanje Gospodove molitve ter angelskega, Elizabetinega in pozdrava Cerkve Božji materi. Torej Gospodova molitev Oče naš in potem angelski pozdrav, Elizabetin pozdrav in seveda pozdrav Cerkve oziroma prošnja Cerkve
Božji materi, ki se ji mi lepo pridružujemo, ne, Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Torej, to je cerkev lepo dodala primerno. Torej, te moljene skrivnosti mi lahko vedno premišljujemo. Imamo pred očmi te podobe, te slike, kot da bi bili tam ob naši nebeški materi Mariji in bi to doživljali, seveda, da smo tudi in predvsem ob Jezusu. Torej, primerna je za vse sloje ljudi, opozarja omenjeni papež. Iz lastne izkušnje lahko potrdim in to večkrat ponavljam ljudem, kako pomembno ta molitev tudi vpliva na človeško zdravje, v smislu boja proti raznim tesnobam, kako dobro vpliva na razpoloženje. Zato tudi vsakomur vedno priporočam, da najprej začne z redno dobro molitvijo rožnega venca in mu bo lažje. Morda kdo tudi potrebuje profesionalno pomoč, zdravstveno, ampak vendarle je treba vedno tudi duhovno zdraviti. Kolikokrat je en zdravnik tam v šempetrski bolnici rekel, vi skrbite za duhovno zdravje, mi skrbimo za telesno zdravje. Moramo skupaj sodelovati, da je popolna zadeva. In kako res je to. Med drugim, vse to še kako blagodejno vpliva in tudi ena doktorica v Italiji je lepo to raziskovala, da kako okolje, v katerem se gibljemo, družba, ki jo imamo, vse take stvari, torej tudi misli, ki jih imamo, torej tudi duhovno življenje, ki ga imamo, kako to vse vpliva, da se naše zdravje izboljša ali pa tudi poslabša. Celo je odkrivala, kako naj bi to spreminjalo na boljše, zdravilo celo naš DNK zapis in tako. To je raziskovala. Zdaj, nekaj že mora biti na tem, velika strokovnjakinja je to, ne, tudi za razna zdravila, za cepiva, za vse te zadeve, tako da je to raziskovala ta zdravnica, ta raziskovalka tudi, ne, tako kot podobno je bil tak raziskovalec in tako zdravnik blaženi Jožef Moskati v Neaplju, ne, tako da niso to neke hojladri zadeve, ampak še kako resnične. Vsako sredo, kako je bila lepa, se spomnim iz bolnice molitev svetega rožnega venca pred tamkajšnjo mašo, ne, potem sem imel mašo, ampak pred tem smo lepo skupaj molili sveti rožni venec, kako lepo nas je povezovala, združevala, kako je dajala korajžo zlasti bolnikom. Ma tudi nekateri iz bolnišničnega osebja, tudi kakšen zdravnik in tako je prišel zraven moliti ali pa bil tudi pri sveti maši, pač tisti, ki je hotel in želel. Torej, pomembna je, kot sem že rekel, skupna molitev rožnega venca. In, kot smo rekli, pomaga tudi verniku, ki bi jo molil sam. To so potrdili recimo duhovniki, ki so bili zaprti. Mislim, ne v prebavnem smislu, ampak v zaporu so bili, ne, seveda. Tudi naš pokojni župnik Stanko Sivec je to lepo zapisal v svoji knjigi spominov in si lahko preberemo, ne, kako so nekateri tudi njemu govorili, da je brez veze toliko rožnih vencev zmoliti, da je to blebetanje in tako. Je rekel, kakšno blebetanje neki, ne. To mi je dajalo veliko moč, da sem sploh preživel. Je bil skoraj 3 leta v zaporu, 2-krat je bil zaprt in skoraj 3 leta je tam preživel. In ni bil še niti duhovnik, ne, kot bogoslovec je bil zaprt, ne. Tako da, ti duhovniki so potem v zaporu molili rožni venec, pač 10 prstov so imeli, če kakšen imel že kakšnega manj, si je že spomagal, ne, tako da tudi to, ali pa tudi, če niso mogli drugače, so vsaj izgovarjali pozdrav Mariji, kot je veljalo za vietnamskega kardinala Vantuana, ki tudi to pravi v svojih spominih, da na koncu je samo še Zdrava Marija ponavljal, ker
več kot toliko moči ni imel. Ampak vendarle, vidite, kot da bi molil cel rožni venec, tako goreče je, tako pozdravljal Marijo. Zdaj, ko gremo proti koncu, se vrnemo k temu Marijinemu celju, rožnemu vencu, kot močnemu duhovnemu orožju. Torej, na tem romarskem kraju so se začeli dogajati razni čudeži, razna uslišanja, recimo ogrski kralj Ludvik Veliki je sprosil si zmago nad Turki v 14. stoletju in tudi še druga uslišanja, ampak nas zanima časovno bližji dogodek. Leta 1945 Avstrija je bila osvobojena nacionalsocializma, ampak je kot v Nemčiji del Avstrije in del Dunaja pripadal Sovjetski zvezi in je dejala, da se nikakor ne bo povlekla iz Avstrije oziroma da se nikdar ne bo umaknila. In grozilo je, da bo ta komunizem sčasoma tukaj tudi prevladal in zahodni zavezniki so se kar nekako sprijaznili s tem, da bo v Avstriji pač tudi prevladal komunizem, da bo tudi ona pripadla tako imenovanemu vzhodnemu bloku. Ampak bil je pa en frančiškan, pater Petrus Pavliček, ki se ni sprijaznil s tem. Leta 1946 je poromal v Marijino celje, da bi se Materi Božji zahvalil, da je preživel vojno. Nek notranji glas mu je dejal, torej nekako je prepoznal Marijino naročilo, naj naredi, kar mu je rečeno, pa bo imel notranji mir in nekako je potem skozi molitev in tako v enem letu prepoznal in leta 1947 začel križarski pohod molitve rožnega venca v Fatimskem duhu. Ljudje so se radi pridružili, vključno s tedanjim predsednikom Leopoldom Figlom, tako da je leta 1955 bilo del molitvenega pohoda že 500.000 ljudi. In ti ljudje so izmenjaje dan in noč molili rožni venec tudi na Dunaju, ki je bil razdeljen med razne zaveznike in so ga okoli nadzorovali sovjetski vojaki. Tam so na Dunaju delali tudi marijanske procesije. Torej 8 let med 47 in 55 so avstrijski državljani nepretrgoma molili, na kar se je zgodilo nekaj nerazložljivega. Avstrijska kanclerja so leta 1955 poklicali v Kremelj in so mu povedali, da se bodo sovjetske čete pač umaknile iz Avstrije in so postavili samo en pogoj, da naj bo Avstrija pač nevtralna dežela. In to je Avstrija sprejela, to še danes nekako velja, tudi zdaj v teh spopadih, ki so, še zmeraj to držijo in to je tudi nekaj dobrega. Avstrijske oblasti so pristale torej in Sovjeti so odšli. Vse tuje oblasti so se začudile nad tem prostovoljnim umikom Sovjetov, precej manj pa ti molilci, ki so 8 let nepretrgoma za to molili. Nekdanji predsednik Figl, ki je sedaj bil zunanji minister, je v Marijinem mesecu maju podpisal sporazum, sovjetske čete pa so se oktobra 1955 umaknile iz Avstrije, torej v mesecu rožnega venca. Vidite, v Marijinem mesecu maju podpisan sporazum, tudi Fatima je bila v maju mesecu, ne? In sovjetske čete, ki se oktobra mesecu rožnega venca umaknejo iz Avstrije. Kakor bi dejal pater Pik, ki je pred kratkim godoval, naključja so naključja, vendar pa je tam gori nekdo, ki ta naključja ureja. Takrat, oziroma je rekel organizira, ne? Ampak dobro, ureja bomo rekli slovensko besedo. Takrat ta zmaga ni bila obravnavana kot kar nekaj, ne? Ampak bila je obravnavana kot uslišanje z nebes. Tako so mislili tudi avstrijski politiki na najvišjih položajih, kot smo rekli, eden od njih tudi ta minister oziroma še prej predsednik. In Avstrija je bila takrat še
zelo katoliška dežela, medtem se je pa vse močno spremenilo in tudi številke tako govorijo. Nekdanji predsednik in potem zunanji minister Figelj, ki smo ga omenili, je na zahvalni slovesnosti, ki so imeli 10. septembra 1955, takole dejal: "Vsi mi danes tukaj zbrani, ki se s ponižnostjo pa tudi ponosom izrekamo za pobožne katoličane, poznamo moč molitve. Poznamo moč molitve. Dandanes ljudje ne poznajo več moči molitve, ne. Pred 8 leti smo bili le majhna skupina, 10 000 ljudi, ki smo se zbirali vsak dan k molitvi rožnega venca za svobodo in mir v Avstriji. Leta 1955 pa nas je že bilo 500 000, ki smo molili. Z veseljem sem takrat sprejel povabilo k molitvi. 8 let smo molili žalostni del rožnega venca in rotili nebesa, da spet pridemo do naše svobode in neodvisnosti. Naša molitev je bila uslišana. Danes lahko molimo častitljivi del rožnega venca z radostnim srcem in se nebesom zahvaljujemo, da je naša prošnja bila uslišana oziroma slišana in da smo spet lahko tisto, kar smo že bili, svobodno ljudstvo." Zdaj, to se je zgodilo, vemo, da razne zadeve so potem odprla vrata drugim demonom, ne, zdaj, če je eden šel ven, je potem jih 7 prišlo po besedah evangelija, ne. Ko je Avstrija in tudi druge dežele, ko so odprle vrata novomodernizmu, se je pač to zgodilo, da so prišli demoni v pospravljeno hišo, ne, in so naredili drmar. Tako da danes v Avstriji je še 2-krat slabše kot v Sloveniji, ampak tudi mi naglo gremo po tej poti. Danes je bilo tudi tam v Avstriji ogromnih traktorjev, tam, ko sem se vozil, ne. Že ko so se s patrom Štefanom vozila proti tem svetiščem, je bilo nekaj traktorjev, potem pa itak. Že nekaj časa pa imajo v Avstriji tudi še danes molitveni pohod rožnega venca. Avstrija moli po veliko krajih, po mestih, po vaseh, malo večjih in tako. In sicer imajo to vsako sredo in se tega udeležujejo tudi naši duhovniki, redovniki, redovnice, verniki naših avstrijskih kapel. Tudi mi v Sloveniji se torej ne smemo predati, moramo še naprej lepo in goreče moliti sveti rožni venec, da bi tudi Slovenija nekoč spet bila svobodna in dobrostoječa, ampak seveda v duhovnem smislu. Drugo nas niti ne toliko zanima, drugo smo že nekako dosegli, ne, čeprav zmeraj je neko jamranje, zmeraj te zadeve, ne, ampak dobro naj bo. Moliti moramo seveda tudi v spravo za grehe, za svoje lastne grehe najprej, pa tudi za grehe našega naroda. Vse druge cvetke, kot se temu imenuje, ne, odpovedi, požrtvovalnosti, mrtvičenja in podobnega, pa tudi lep venec rož spletajo, ki ga lahko darujemo Mariji. Se pravi, lahko voljno prenašamo trpljenje, bolezni, vse te stvari, ki pridejo, ki nas doletijo in tako naprej, ne. Naj bo tudi to spravo za naše grehe, in ko bomo enkrat naredili vse, kar je potrebno, da zadostimo za svoje lastne grehe, potem bo lahko tudi še drugim ljudem in vernim dušam v korist. Seveda, ko molimo pri sveti maši in tako, je drugače, ker takrat cerkev dopolnjuje tisto, kar nam primanjkuje, suplete eklezija, ne, zato tudi ni brez veze, če drugače ne bi mogli slediti in tako naprej, da pa molimo rožni venec. Enkrat je ena gospa mi rekla na Krasu, sem bil še dijakon, vsake toliko sem imel tudi jaz pridigo, rekla: "Ma ja, jaz ne slišim, ne." Sem rekel: "Ja, lahko molite rožni venec, ne, da bom dobro pridigal ali pa kakorkoli že, da bom dober duhovnik kmalu, ne." Tako da te stvari. Sem rekel, da jaz pač za gluhe ne pridigam, ne. Malo se je zdrznila na začetku, ampak potem je razumela te stvari. Vemo, kako so se borili proti temu, da bi se med mašo molilo, ampak seveda, če se nikakor človek ne more zbrati in podobne stvari, ali pa če ne sliši, zakaj
ne bi potem svete maše kot take izkoristil tudi na tak način. Se pravi, marsikaj se da tudi tako storiti. Njo, ki je torej srednica vseh milosti, moramo prositi milosti. Tako je naročila recimo pastirici Urški na Skalnici, ki je potem postala Sveta Gora. Reci mojemu ljudstvu, naj mi tu postavi svetišče in me prosi milosti. Jaz sem pač zelo povezan s tem našim svetiščem. Temu so torej namenjene te Božje potne cerkve, da prosimo Marijo milosti, srednico vseh milosti. Vendar pa isto lahko delamo tudi po naših kapelah, po naših cerkvah in seveda tudi doma, kjerkoli že smo. Nadaljujemo torej še z večjim zagonom, gorečnostjo, ne odnehajmo, četudi bi se zdel morda položaj izgubljen, vsaj na videz izgubljen, ampak mi moramo nadaljevati in še naprej moliti ali pa še bolj goreče moliti. Angel, kot smo slišali, Mariji je dejal, da pri Bogu ni nič nemogoče. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.